prisrčno pozdravljeni tudi tisti, ki ste se na sveže priključili, ki želite poslušati tematiko sreča in zdravje, nista tržno blago. Ta tematika je zelo zanimiva in je tudi težko o njej na nek način govoriti. Torej, zdravje in sreča nista tržno blago. 11. maj 2024 je, ko o tem nekaj povemo, in sicer na podlagi tega, najlepša hvala, Emiliana, na podlagi tega, ko me je nekdo vprašal, zakaj se v društvu redno srečujemo, in sem povedal tole. Država največ zasluži s konflikti. Od srečanj, ki širijo znanje in srečo, država pač ne more zaslužiti. Menim, da že z davki pobere preveč. Sreče in zdravja država pri nas dodatno ne bo tržila. Tako smo se odločili, a ne? Ampak zdaj je vprašanje, kako naj to naredimo. A ne? Zato se bomo danes globlje poglobili v to tematiko in pogledali nekaj dejstev. Gremo seveda najprej na začetek. Agenda 2030 je globalni okvir za trajnostni razvoj, ki ga je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015 na Pariškem sporazumu in vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki ga imenujejo SDG in so namenjeni reševanju nekaterih namišljenih, načrtnih sprememb, umetno ustvarjenih izzivov sveta, s katerimi se danes pravzaprav vsi soočamo, kot so propagiranje revščine, propagiranje neenakosti, poudarjanje podnebnih sprememb, ki so itak logične, tako kot so logični pomlad, poletje, jesen in zima, nič novega pod nebom. Ampak ker je to konstantna sprememba, jo hočejo konstantno tržiti. In eden od ciljev tega globalističnega, namišljenega trajnostnega razvoja je SDG 3. No, povejmo, kaj je SDG, Sustainable Development Goal. V slovenščini lahko rečemo trajnostni ciljni razvoj ali pa cilj, ki ga trajnostno razvijajo. Ne? To se pravi, da temu ni konca, skozi epidemije, skozi pandemije, skozi izkazovanje digitalne identitete in tako naprej in tako naprej. Skratka, skozi ta cilj številka 3 je njihov cilj zagotoviti zdravo življenje in spodbujati dobro počutje ljudi v vseh starostnih obdobjih, od rojstva pa do konca. To je njihov cilj, tako so si ga zastavili. Seveda moramo mi pa pri tem sodelovati in pri tem uporabljajo najrazličnejše finte, najrazličnejše trike. In ta cilj vključuje številne druge cilje, med drugim zmanjšanje umrljivost otrok. To je laž. Cepijo že, ne vem, otroke in potem mladostnike in mlade dekleta, ki ne morejo imeti otrok ali pa imajo spontane abortuse in tako naprej, tako da to je, glejte, cepljenje otrok in govorijo o zmanjšanju umrljivosti otrok in mater. Govorijo o boju proti nalezljivim boleznim. Govorijo o krepitvi sistemov zdravstvenega varstva. Poglejmo stanje v Sloveniji, kaj se dogaja zadnjih 10 let in ugotovimo, kako krepijo zdravstveno varstvo. In konec koncev, kako države ta tretji cilj SDG uresničujejo. Kako ga uresničujejo? Če smo pozorni, dragi prijatelji, dragi člani in vsi, ki nas v živo sledite, ta večer, je zelo preprosto ugotoviti. Ta cilj uresničujejo tako, da uvajajo nenehen kaos, uvajajo pandemije, odrejajo naklepno izolacijo, namerno netijo prepire in druge s farmacevtsko industrijo, kemične reakcije, psihološke reakcije, negativno propagandno dinamiko ustvarjajo v družbi, ker šele, ko je kaos, lahko rečejo, ok, to se zdaj dogaja, zdaj moramo pa sprejeti zakon, spremembo, novo cepivo, nova epidemija, skratka,
Temu se reče trajnostno vznemirjanje ljudi, naroda. Ker če si ti v miru, imaš nek avtomatizem in lahko kreativno ustvarjaš. Če tega nimaš, se moraš nenehno ukvarjati z nekimi osnovnimi stvarmi. Ravno med premorom smo se tukaj v društvu pogovarjali, ko sem malo pojamral, sem rekel, spremenili so kompletno Zoom aplikacijo. 2 leti sem klikal, sem se naučil, sem lahko tako kar z miško poklikal, sem vedel, kje je. Zdaj, od prejšnjega tedna, ko so spremenili kompletno aplikacijo, jaz moram v bistvu zavestno razmišljati, kje pa zdaj to je in se spomniti, kako se imenuje tisti link, da bom to prenašel, pravilno kliknil in mi vzame energijo, ki sem jo za to že uporabil pri stari aplikaciji. Ali pa če se spomnite, date energijo v recimo Word, v katerem pišete toliko in toliko let. Kupite nov računalnik, pa je gor nova verzija in kaj se zgodi? Več tiste stvari, ki ste jih bili navajeni, na tistem mestu ni in se morate z osnovno stvarjo spet spopadati, v katero ste že dali določeno energijo. In to imamo povsod ta izziv. Ta izziv je v družbi nenehno. To spreminjanje, to nagajanje, da stvari, ki so v redu, ki funkcionirajo, jih vzamejo z dnevnega reda, zato, da nam v osnovi porušijo naš osebni mir. Ne? In današnja družba, poleg tega, kar sem zdaj povedal, kot izmanjšajo delovno storilnost, je pa hkrati zaznamovana z visokimi pričakovanji in tehnološkim napredkom in predvsem s psihološkimi, bodite pozorni, kaj bom sedaj povedal, nas napadajo predvsem z psihološkimi in mentalnimi okužbami, ki negativno vplivajo na naše duhovno, duševno, čustveno in predvsem na fizično zdravje in naše dobro počutje. Med največje pobudnike modernih bolezni, ki jih danes ustvarja država v okviru koncepta varnega in učinkovitega javnega zdravja, kot najbolj škodljive stvari, ki smo jih doživeli, pa sodijo izolacija, prepiri, razdori, tihi tedni, zamire, jeza, bes, zapovedi, izdajstva, prepovedi, očitki in predvsem izogibanje fizičnim srečanjem z očitki širjenja tako imenovanih pandemičnih virusov in nalezljivosti. S tem nenehno strašijo. In ljudje, ki so navajeni ubogati, delati po komandi, ko to dobijo, bodo tako naredili, brez da bi karkoli razmišljali. Zato, ker če razmišljaš, se nekaj v človeku zgodi. In zdaj, največji program, ki ga uvajajo v naši družbi je, da poslušaš brez vprašanj in ubogaš. Glejte, prva ključna in najbolj uničujoča dinamika, ki negativno vpliva na javno zdravje, je izolacija. To je dokazano. V sodobnem svetu, ki je pogosto povezan z visoko stopnjo individualizma, se vedno več ljudi počuti osamljenih in izoliranih. Naj me nekdo popravi, če temu danes ni tako po letu 2020. Že prej se je to dogajalo, ampak zdaj po letu 2020 je pa to silno očitno. Pomanjkanje medsebojne povezanosti in podpore vodi v depresijo. Pomanjkanje povezanosti, druženja vodi v anksioznost in druge duševne težave in poslabša splošno zdravje posameznika na fizičnem nivoju. Prepiri, prepričevanja, poniževanja in naklepno povzročanje konfliktov, naklepno kršenje človekovih pravic, naklepno laganje, naklepno zavlačevanje, recimo, sodnih primerov, ki te izpije, ki traja in traja in traja in že sam proces je kazen, in podobno je v medosebnih odnosih, so danes najpogostejši pojav v sodobni družbi. Želiš se rešiti nekega problema, ga začneš reševati in ga ne moreš rešiti, zato ker je na drugi strani nekdo, ki to blokira, ki to onemogoča. Kljub temu, da je zakon jasen, da so pravila jasna, da so odnosi jasni, se to dogaja. In to se zdaj kot rja zažira v našo družbo. Nenehni stresi, dragi moji ljudje, zaradi nesoglasij. Saj vseeno, kje so ta nesoglasja. Vedno negativno vpliva na naše čustveno in na naše fizično zdravje. In kaj se to zgodi potem?
tveganje se poveča za srčne bolezni, človek dobi visok pritisk ali pa recimo visok krvni tlak in tako nastanejo sporedno s tem še druge, ne samo bolezni, ampak celo kronične bolezni. Potem si nenehno stranka Big Pharme, velikih farmacevtov. Še nekaj. Konflikti vedno vodijo v izolacijo in poslabšujejo socialne odnose ter gojijo tako imenovani strupeni narcizem, egoizem, individualizem in na koncu celo izgubo osebne identitete. Ko govorijo o tako imenovanem mesecu Pride in ponosa, lepo vas prosim, kakšen ponos je, da tu v spodnjih mavričnih gatah hodiš po Ljubljani, pa mahaš z mavrično zastavo in se objemaš z Jankovićem, županom mesta Ljubljana, ki ima lučke in cel grad v mavrične barve in mavrično zastavo, poleg mestne zastave obesi. Lepo vas prosim, kam to vodi. Tako da boste vedeli, kje se dogaja. Na lokalnem nivoju te stvari moramo preprečiti. In to je največja izguba identitete, ko človek več ne ve, ali je moški ali ženska, komu pripada, kateremu sektorju družbe, kaj mora početi, takrat se ti tla pod nogami zrušijo. Nastanejo seveda lahko potem tudi tihi tedni, ki se zapreš in so pogosto posledica izolacije in osebnih konfliktov. To pa predstavlja določena obdobja, ko se ljudje omaknemo in zapremo vase. To pa, a veste, pripelje v zatiranje čustev, v pomanjkanje delovne motivacije, nimaš več nobenega cilja, nobenega smisla ne živeti, ne delati, ne kam iti, ker so povsod same ovire. In to človeka pripelje v občutek brezupa. In to dejansko poslabša duševno zdravje posameznika in seveda prispeva k razvoju depresije. In antidepresivi danes so največji biznis. Tukaj sem imel stranko, ki je lastnica apoteke, pa sem vprašal, pa kaj pri vas največ poslujete, kaj gre največ? Je rekla, gospod, veste, antidepresivi. Antidepresivi. Pa še podatek vam dam. 15 let nazaj je bilo, ko sem jo to vprašal. Da ne govorimo danes. Torej, zamere, jeza, bes in tudi druge stvari so čustva, ki pogosto spremljajo konflikt in druge negativne interakcije v medosebnih odnosih. In družba, naša država, ki tako lepo govori o tem izboljšanju zdravstva, izboljšanju počutja, o zelenem, o ne vem čem, vse krasno, to sploh ni res. In če se ne izražajo in ne rešujejo konflikti na primeren način, v nas, meni, v tebi, komorkoli, ta čustva postanejo kronična. Ja? In povzročijo številne zdravstvene težave, vključno, kot smo že rekli, z visokim krvnim tlakom, težave s spanjem, težave s prebavo in posledice vsi vemo, kakšne so lahko. Glejte, današnje srečanje sem se odločil, ker sem bil to vprašan in je v meni izzvalo en vihar, vulkan, sem se odločil, da bomo namenili sodobnemu družbenemu izogibanju srečanjem, izogibanju osebnim interakcijam in programiranemu skrivanju oziroma razkrivanju osebnosti v post-covid eri, ki je vključen dejavnik, kjer prispeva k poslabšanju osebnega in posledično celotnega javnega zdravja. Nocoj si bomo pogledali film, o katerem sem že v uvodu govoril, kako se družbo lahko razdeli. In boste videli, kako so programirali ljudi, mlade ljudi, ljudje v srednjih letih in tudi v poznih, seveda, s tistim filmom. Ga niste mogli zgrešiti, zato je dobro, če ste ga že gledali, si ga bomo pogledali še enkrat, če ga pa niste videli, boste pa videli, kaj so že takrat počeli. To je 10 let nazaj. Zato vam povem, pomanjkanje socialnih interakcij neizogibno vodi v izolacijo, vodi v osamljenost in v, a veste, en lep izraz, v zmanjšano čustveno blaginjo. Mi smo vsi čustveno podhranjeni v post-covid eri, ker nam čustva izpijajo.
Zato, ker če si jezen, je to negativno čustvo, to vodi v bolezen, depresijo, stres, anksioznost in da ne govorim. Ne? Pomanjkanje čustvene blaginje in čustvenih interakcij pa poslabša tako fizično kot duševno zdravje in kompletno stanje, ne samo posameznika, ampak celotne družbe. O tem se danes ne govori. To je danes tabu tema, prepovedano, ker COVID je bil kao uraden, ne govori se o mrtvih, ne govori se o širjenju pokopališč, ne govori se o tem, koliko se je dnevno število pogrebov dvignilo v posamezni občini, župani so tiho, statistični urad je tiho, NIJZ je tiho, vlada je tiho, Janez Janša pa tudi, ki je nakupil in plačal cepiva, ki je zahteval testiranje s tem, da je ustvarjal lažno epidemijo. Ti ljudje bodo še odgovarjali. Mi tukaj o teh stvarih ne bomo tiho. Zato so ukrepi in dejanja, dragi moji prijatelji, kot so recimo izolacija, naklepno podstavljeni prepiri in kot smo že rekli, tihi tedni zamere JZBS in izogibanje srečanjem, resnični izzivi sodobnega časa. To dejansko je velik izziv in so, kaj tudi največji uničevalci našega zdravja, dobrega počutja, čustvene harmonije in vsega, kar je lepega. Zdaj, če želimo izboljšati javno zdravje, če glih javno zdravje je nek virtualen pojem, ki niti ne obstaja, nima virusa, ne more ozdraveti, ne more se poslabšati, ne more se nič. Javno zdravje je en pojem, ki je v bistvu fikcija, pa vendar, če že govorimo v tem pomenu, da ga definiramo kot zdravje posameznikov v eni družbi, si moramo prizadevati v prvi vrsti za spodbujanje medsebojne povezanosti, medsebojne strpnosti, konstruktivnih medosebnih odnosov v naših skupnostih in v družbi kot celoti. To so nam vzeli in mi to hočemo nazaj. Zato se mi toliko družimo, ker jaz te stvari zelo dobro poznam iz svojega prejšnjega poklica. Kaj pomeni druženje? Ne samo druženje, redno druženje. Da ti vzdržuješ. Tudi vsak dan moraš jesti, vsak dan hoditi, vsak dan greš spat. In če tega ne počneš redno, pride do čustvene podhranjenosti. Zdaj, država kot varuhinja javnega zdravja seveda ima pomembno vlogo pri soočanju s temi izzivi. Ampak Jelena je plačana, da dela ravno obratno. In glejte, ključno je, da se ljudi o teh dejstvih ustrezno informira. Mi v času covida smo bili neustrezno informirani, pa še tisti, ki smo želeli dati dostojne, verodostojne informacije, ki so na podlagi verodostojnih listin, ki obstajajo in kot javni zavodi morajo imeti javne zapisnike, javne seje, mora se o tem poročati, tega ni bilo. Zakaj? Zato, da se prizna napake. Normalno, da kdor dela, ta tudi greši. Ampak tukaj nobene napake ni nihče naredil, to so vsi svetniki, ker so dobili plačan. Veste, za plačano uslugo se lahko zahteva pa reklamacija. Problem je, da je to plačala Evropska unija in lahko rečejo, ja, saj niste vi plačali državljani, to je WHO plača, United Nations, Svetovni gospodarski forum, Evropska unija, ampak vam povem, da ni res. Naši davki grejo v Bruselj. Mi smo kljub vsemu to plačali, ker ti ljudje, ki so neproduktivni tam, ki o tem odločajo, so neproduktivni. Ti ljudje ne proizvajajo nič drugega kot kaos. Mi delamo državljani in od nas, od naših davkov živijo in delajo. Kolikor seveda tudi ne tiskajo dodatnega denarja, s katerim potem pokrivajo svoje laži. Glejte, imenovani politiki in zdravstveni strokovnjaki so storili družbi s svojimi navodili toliko škode, svojimi ukrepi, odloki in napačnimi zdravstvenimi protokoli, s katerimi se moramo trenutno ubadati, ukvarjati, in vprašanje je, koliko časa, koliko let se še bomo in kakšne bodo posledice v prihodnosti. 4 leta je od tega in še vedno je vse
neznanka. Mi pa volimo evropske poslance, ki so nam to počeli. Pa volimo župane, ki so po nas pošiljali, ne vem, smrtonosne odloke in nas zapirali. Otroke so cepili, nosečnice so cepili, starejše ljudi so cepili, ki že tako imajo slabši imunski sistem. Z injekcijo, ki to sploh ni. Z gensko terapijo, z novo terapijo, ki ni bila preizkušena nikoli. Pa dajmo se malo zamisliti. O tem niso obveščali javnosti. Da se poveča, gledajte, pomen medosebnih odnosov, socialne povezanosti in pozitivne strategije, reševanje konfliktov, je nujno potreben odprt dialog, pošteno povedati, plačati odškodnino za škodo, ki je bila storjena kateremukoli državljanu, otroku, staršu, delavcu, ljudem, ki so izgubili službo, ki so morali zapreti firme in tako naprej in tako naprej. In še nekaj, kar je pa zelo pomembno, nujno je treba prenehati s psihološkimi napadi države na državljane in državljanke ter prekiniti storitve psiholoških storitev za tiste, ki se spopadajo s težavami za izolacijo, konflikti in drugimi negativnimi interakcijami. To je zelo pomembno. Upam, da bo kakšen medij to poslušal. Jaz vem, da so tam samo v službi in kar dobijo na mizo berejo. Ampak so plačani, a zato, da lepo prebere, ali zato, kaj prebere in kakšno škodo naredi družbi. To sta dva različna aspekta, dva vidika, ki jih redko kdo vidi in ne upošteva. Vsak je v svoji službi odgovoren tudi za tisto, kar počne, posledično. Če izolacij ne bo, če konfliktov ne bo, če negativnih interakcij ne bo, ne potrebujemo masovnih psiholoških storitev, kot so psihologi, psihiatri in druge dejavnosti, ki ženejo družbo ta hip dobesedno v propad. V šoli ni več po en psiholog, zdaj so po trije. Vsako podjetje ima psihologa in svetovalca, ki ga prej ni rabil. Zato je nujno potrebno je ustvarjati spodbudno okolje za medosebne odnose in druženje. In to v društvu počnemo. Včasih so trde informacije, včasih so bolj ljubeče informacije, včasih so biblične informacije, včasih so znanstvene informacije, pa vendar se družimo in medsebojno bogatimo in se suportiramo. To je pomembno. Spodbudno okolje, mimo tako imenovane agende 2030 moramo delati, mimo te zelene doline, mimo zlaganih zakonov, brez tako imenovanih eko odnosov in digitalne transformacije, brez razogličenja, ki ga zdaj zdravniki z Ministrstvom za okolje, prostor in ne vem kaj, vremenske spremembe skupaj delajo. Pa ne smejo, ker ima vsako ministrstvo določeno zakonom, kaj je njegovo delo. Zdaj pa si predajajo pooblastila en drugemu. To je kršitev ustave. In še nekaj, razogličenje. Ljudje božji, pa ogljik je vendarle nujno potreben za bujnost življenja. Če ni ogljika, ni zelenja. In oni govorijo o razogličenju. Prosim, malo ljudje božji, pa preberite kakšna dejstva. Preberite osnovno biologijo. Več je ogljika, več je narave, več je zelenja. Manj je ogljika, manj je narave in manj s tem tudi življenja. In danes se največ govori o razogličenju. Le kje je pamet teh ljudi? Le kaj naj to pomeni drugega kot razčlovečenje, bolezen in smrt? Vprašajte se, kaj to pomeni. To so te ključne stvari, o katerih se danes pogovarjamo. Zato moramo spremeniti kaj? Najprej mišljenje in krepiti v tem duhu skupinske dejavnosti in sodelovanja v lokalni skupnosti. To je to, kar počnemo. Najprej v društvo, potem se pa to širi seveda tudi navzven. Iz društva v naše družine, iz družin v šolo, delovne organizacije, vrtce in tako naprej. To je naša naloga. Država sicer lahko podpira inovativne projekte, ki krepijo recimo socialno varnost, ustvarjajo priložnosti za pozitivne medosebne interakcije,
vendar ne na račun Bill Gatesove agende ubijanja ali kot temu rečejo razogličenja, ali na račun krožnega gospodarstva, izmišljene agende, recimo na račun digitalne transformacije ali pa ta zeleni biznis, ali cepiva, ali digitalna identiteta. Ja, groza. In še nekaj vam bom povedal. Ko poslušam slovenske strokovnjake, ne ločijo med dvema pojmoma. Ne vejo, kaj je digitizacija in ne vejo, kaj je digitalizacija. Teh dva pojma ljudje sploh ne ločijo, pa so v stroki. Vprašajte nekoga, kaj to pomeni. Digitizacija pa digitalizacija. A vi veste? Tudi ne veste. Kako naj vam povem? To je materialna stvar. To je ustava. Digitizacija pomeni, ko to ustavo vstavim v računalnik, jo preslikam, jo spravim, jo digitiziram. Digitalizacija pa pomeni potem uporaba vsebine te ustave in vizualne osnove znotraj računalnika. Kako jaz to uporabljam? Se pravi, nekaj spraviti v računalnik in nekaj znotraj računalnika uporabiti. Oni govorijo o digitalni transformaciji. Sploh ne vejo, kaj govorijo. Zunaj pa postavljajo kamere, mikrofone, infrastrukturo. To ni niti digitizacija, niti digitalizacija, ampak je montaža kamer, montaža cest, gradnja. In kako naj se s takimi ljudmi pogovarjamo, ki sami ne poznajo svoje terminologije, ki niti ne vedo, kaj počnejo? Dragi moji, zato je pomembno, da se v izobraževalne programe vključi poučevanje veščin in reševanje konfliktov. Komunikacijo se mora vključiti. Jasno, komunikacijo. Brez laži, brez zavajanj. In ti naši uradniki, ki samo podpisujejo in tudi ne vejo, kaj podpisujejo, ker jim je itak vse podtaknjeno, zato ker so v ozadju že dobili plačan, če ne podpiše, izgubi službo, je šahmat. Ne vem, kako bi tem ljudem pomagali. Marsikdo se zaveda, kaj počne, ampak je rajši tiho, ker izgubi službo. Ne more kredita plačati, ne more živeti, ne more položnic plačati, ne otroka šolati. In pa seveda socialno-emocionalno učenje. To je ključno. In ne razogličenje in izolacija. Samo tako lahko krepimo veščine vseh nas v društvu, vsakega posameznika, glejte, za učinkovito obvladovanje stresnih situacij in gradnjo zdravih medosebnih odnosov. Ko govorim o tem, govorim o želji, o izboljšanju družbe, pa ne na temelju zapiranja, niti na ignoriranju pravice ali zatiranju resnice, marveč na zrcaljenju pravkar povedanih atributov. Torej, da se krepi resnica, da se krepi socializacija, prava socializacija, ne lažna. Ne, da greš tukaj v Ljubljani, ko ti Red Bull pripravlja tisto pijačo in župan pokliče vse in mladi grejo, ker dobi majčko kapco in Red Bull, zato da bo letos krili, ker je to vse fake. Pravo socializacijo rabimo. Pogovor, sprehode, razumevanje. Da se krepi zdravje na način, ki zdravje izboljša in ne pokvari ali povsem uniči. Prav tako je treba obravnavati trenutne strukturne dejavnike, ki prispevajo k izolaciji in konfliktom v naši družbi. Tukaj imamo v mislih predvsem ukrepe za povečanje ekonomske enakosti, ne neenakosti, za povečanje ekonomske enakosti, za izboljšanje dostopa do osnovnih storitev, kot so zdravstvena oskrba, stanovanjske razmere, spodbujanje politik, ki krepijo res prave možnosti, tiste, ki so uresničljive, ne tiste, s katerimi obljubljajo in o tem nič ni. In minister reče 2000 stanovanj, potem ga pa predsednik vlade pa pravi ne 2000, 3000. Ki niti sam ne ve, kaj govori. Ter da država preneha s tako socialno lažno solidarnostjo in vključevanjem v lažno pripravljeno agendo, ki vodi naravnost v popolno podjarmenost in popolni nadzor. Brez dvoma,
so izolacije, konflikti in druge negativne dinamike resni izzivi. Za javno zdravje v sodobni družbi. Ključno pa je, da se o teh dejstvih ustrezno ozavešča, da se podpira pozitivne strategije in strukturne spremembe ter se spodbuja gradnja zdravih in podpornih medosebnih odnosov v skupnosti. Ne, da blokirajo, ne, da brišejo. Jaz sem hotel danes še na 2 portalih JetLife, pa je vse zablokirano. Vse pripravljeno, delovalo, ampak ne gre. So naredili blok, ker vejo, da imamo, ker smo napovedali, da bo, ker moš naprej povedati, ampak nič hudega. Ampak tukaj se vidi, ne, da so izgubili sami sebe. In samo pošten način bo omogočil izboljšanje blaginje posameznikov in krepitev odpornosti družbe kot celote, ne sektorsko, celotno. Če že hočejo nas vse imeti vključene, potem naj delajo pošteno. Zato naj vam povem, ključ nocojšnjega govora je: brez srečanj ni sreče, saj vendar beseda sreča v besedi srečanje. Ni resnice in ni zdravja brez srečanj. Zato se srečujemo, zato se osrečujemo. Ja, srečanje, srečen sem, ker sem te videl, objel, srečen sem, ker sem s teboj, srečen sem, da sem tukaj živ, zdrav, da se lahko pogovarjam, hodim, delam. Srečen sem, da danes stojim tukaj pred vami in pred vsemi vami, ki ste tukaj zbrani. Srečen sem, da smo se srečali in se osrečujemo. Beseda srečanje nosi v sebi globlji pomen, kot bi morda sprva predpostavili, kaj ne? Ob pogledu na sestavo besede opazimo, kot sem rekel, besedo sreča. Ta povezava ni zgolj naključna, temveč nas pripelje do bistva srečanja in to je več kot le fizično ali virtualno srečanje ljudi. Je priložnost za srečanje z resnico. Sreča, ki izvira iz takih srečanj, nas vodi do stanja, ki je resnično in mnogo bolj poglobljeno. Vsi vemo, da je resnica zelo izmuzljiva, da je zelo subjektivna entiteta, ki se kaže skozi različne perspektive in izkušnje posameznika. Vendar pa je v procesu iskanja resnice ključno kaj? Srečanje. Srečanje z drugimi ljudmi, srečanje s seboj in z okoljem nas spodbuja k raziskovanju, k temeljitemu premisleku, morda celo k razumevanju ali razumljanju različnih vidikov resničnosti. Prvič, srečanje z drugimi ljudmi nam omogoča, da izkusimo resnico skozi njihove oči. Vsak posameznik nosi svoj edinstven nabor izkušenj, prepričanj in vrednot, ki oblikujejo razumevanje sveta. Njegovo osebno razumevanje sveta. Je treba poslušati, razumeti, ali pa se ne strinjati, pa vendar je interakcija. Ko se srečamo z drugimi, smo izpostavljeni novim perspektivam, drugim perspektivam, drugačnim perspektivam, kako naj vam še povem, kar omogoča nam vsem, da razširimo svoje zaznave in razumemo širšo sliko resničnosti. Naj se postavim v kožo nekega uradnika United Nations ali pa Svetovnega gospodarskega foruma ali pa v vlogo našega predsednika vlade ali pa predsednice vlade. Jaz ne vem, kakšne nahrbtnike nosijo vsi ti ljudje za seboj, da se obnašajo, kot se obnašajo. Ne? Dajmo razširiti svoje zaznave, skušajmo razumeti in videti širšo sliko resničnosti, kolikor jo pač dojamemo. Poleg tega, da se srečam sam s sabo, bodisi skozi samorefleksijo, samorazmišljanje, ki jo doživljam med interakcijo z drugim, lahko privede do globljega razumevanja lastnih misli, do globljega razumevanja čustev in na koncu do pozitivnih dejanj, ki imajo seveda svoj pomen. Vse to nam vsem lahko omogoča, govorim o srečanjih, da bolje razumemo svoje potrebe, da razumemo tudi, od kod strah,
da razumemo cilje, ki si jih zastavimo, ker nas približajo k resnici o lastni identiteti in nam omogočajo, da živimo bolj avtentično. Če pa ni srečan, izgubimo identiteto in jo damo v digitalno identiteto, takrat nas ni več. Nazadnje, srečanje z okoljem, bodisi z naravnim ali ustvarjenim, čudovit vrt recimo, nas lahko pripelje do resničnih spoznanj o svetu, v katerem živimo. Narava, umetnost, znanost in druge izkušnje nas lahko navdihnejo in osvetlijo različne vidike našega obstoja ter nas poveže z večjim smislom za globljo resnico. Kljub temu pa je potrebno opozoriti, da srečanje ni zagotovilo za dosego resnice. Pomembno je, da ohranjamo odprtost uma, da ohranjamo empatijo in kritično razmišljanje, ko se soočamo z različnimi pogledi in različnimi izkušnjami. Šele tako lahko izkoristimo polni potencial srečanj, predvsem teh naših in seveda tudi drugih, za doseganje resnice. Iskanje resnice, ker ne moreš tako večno doseči, ampak za iskanje, že to je čudovito. In zato, a veste, lahko brez kančka dvoma trdim, da beseda srečanje, zato se srečujemo v društvu tako pogosto, predvsem v teh trdih časih, hudih situacijah, in nosi v sebi pravo in močno povezavo s pojmom resnice. Zato nas tudi tako blokirajo, brišejo, onemogočajo. Ne marajo resnice. Zato, ker jim zruši njihov umetni načrt, ki je neresničen, nerealen. In skozi srečanje z drugimi, seboj in z okoljem, šele tako lahko dosežemo globlje razumevanje in povezanost z resničnostjo. In ta srečanja naša niso le priložnost za našo interakcijo, temveč tudi za pot do stanja, ki je resnično in poglobljeno stanje, ki ga lahko dosežemo pa kako? Le preko sreče. Sreča je tisti zadnji stadij, vsi pogoji od spodaj morajo biti uresničeni, da si srečen, vključno zdravje. Poslanstvo društva Belis za srečno življenje je, kot nam že narekuje statut, ustvarjanje srečnega življenja skozi skupnost, skozi redna srečanja, druženja in srečevanja. V svetu, ki ga danes zaznamujejo hitrost, tehnologija in grobi, prisiljeni družbeni odnosi in individualizem, je ustvarjanje srečnega življenja postalo kaj? Naša prednostna naloga. In za mnoge ljudi celo nerešljiva enigma, ker se ne znajo več srečevati, niti osrečiti. In v tem kontekstu današnjem, ki so me izzvali s tem vprašanjem, v tem kontekstu se pojavi še eno vprašanje. Kako lahko družba prispeva k splošnemu občutku sreče in zadovoljstva svojih članov, svojih državljanov, prebivalcev, občine, kraja, družine, šole? Kar čte. Na tem mestu lahko trdim, da društvo Belis predstavlja primer skupnosti, ki si prizadeva za prostor, kjer se ustvarjajo srečanja. To je prostor srečnega življenja skozi skupnost in se naznanja skozi naše druženje, skozi naša srečevanja in namen, in to je naše poslanstvo. Razumete? Prvič, skupnost, naša skupnost, 5500 članov v društvu Belis igra ključno vlogo pri ustvarjanju srečnega življenja, tako skupnosti kot posameznika. Skupnost predstavlja mesto, kjer smo posamezniki, najdemo svoje mesto, najdemo pripadnost, najdemo pomoč, podporo, povezanost z drugimi, nasmeh, srečo, objem, kar želite. Člani društva Belis se zato redno srečujemo in delimo svoja spoznanja, delimo svoje ideje in predvsem izkušnje, ki smo jih doživeli in jih še doživljamo. In glejte, vse to ustvarja
ne samo občutek povezanosti in skupnosti, marveč je to osnovni gradnik za boljši jutri. Kje je treba začeti? In če nihče ne začne, smo mi tisti, ki smo začeli. Iz vsega porušenega, iz vsega sesutega, iz vsega psihično, emocionalno, zdravstveno uničenega, delamo naprej. In ta občutek pripadnosti, ta občutek vztrajnosti, ki prehaja v praktični gradnik, ki ga vsi v Sloveniji občutite, je zaključen s psihološko blaginjo in posledično z večjo družbeno srečo v širšem pomenu besede. Marsikdo si reče, poglej, kako delajo, poglej, kaj počnejo, poglej, kaj govorijo. Druženja in srečevanja članov društva Belis brez izjeme in nedvomno krepimo medsebojne odnose, si spodbujamo pozitivno interakcijo, pa ne le med nami člani, temveč splošno med ljudmi. Redni dogodki, redna srečanja in dejavnosti nam omogočajo, da si izmenjujemo ideje, da se drug od drugega učimo in da si nudimo vzajemno podporo, brez dvoma. Ta medsebojna povezanost ustvarja okolje, ki spodbuja občutek pripadnosti in zadovoljstva. In tako pride, glejte, do deljenja sreče ob vsakem srečanju. Vsakokrat, ko pripnem Zoom, članica ena naša napiše, srečna sem, da smo zopet skupaj. A ni lepo? Tukaj, glejte, pomemben vidik društva Belis je tudi namen vseh nas, brez izjeme, vseh nas, je usmerjen tudi v spodbujanje sreče navzven, vsem tistim, ki jim to manjka. In za dobro počutje svojih članov. Namen društva je torej zagotoviti prostor, kjer člani, podporniki in drugi občani in ljudje najdejo smisel, najdejo veselje ali usmeritev ali izpolnitev ali pa samo zgled. In to je ogromno. S poudarkom na naših dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno razmišljanje, ki spodbujajo ustvarjalnost, vzporedno spodbujajo tudi osebno rast, ki je v tem času še kako nujna. In društvo Belis zares omogoča svojim članom, da živimo s tem, ko se srečujemo bolj srečno, bolj polno in bolj izpolnjeno življenje in ne nazadnje seveda tudi bolj zdravo. Ja? Veliko pripomoremo k javnemu zdravju, veliko več kot strupena cepiva, veliko več kot pogodba WHO in veliko več kot vse finančne injekcije, ki jih tukaj delajo z infrastrukturo z namenom podjarmljanja ljudi in psiholoških pritiskov. Izprašajmo državo v njenih osnovnih etičnih in moralnih osnovah, kaj počnejo in zakaj to počnejo. Zakaj je temu tako? Zakaj je temu tako? Poglejte, dajmo sliko malo obrniti. Ok. Brez srečanj, če smo prej rekli, da lahko pridemo do resnice, brez srečanj ne moremo priti do resnice. Vsaj ne do take, ki je obče veljavna. In če ste morda preslišali besedo srečanja, vsebuje besedo sreča, ki sem jo tolikokrat zdaj poudaril, kar pomeni, da nam današnji svet s tem, ko nam omejuje srečanja, ko nam prepoveduje srečanja, ko nas osamuje, s tem prepoveduje srečo. Sreča je zdravje. Dajmo se danes nekoliko poglobiti še malo v to tematiko. V sodobnem svetu, kjer prevladuje digitalna komunikacija in družbeni mediji, se zdi, da je vedno manj priložnosti za resnična srečanja. Veliko več časa preživimo kje z zasloni, kjer komuniciramo zgolj z besedami, pa s tistimi smeškoti, jokajočimi, veselimi, ne vem kaj vse, smeškoti, čustvi, ne vem kako se temu reče, ikonicami za smeškoti. No, vse veste, o čem govorim. A veste, da to, oprostite, ampak to smo mi programirani na tistih 25 ikonic.
Pa naše čustveno življenje in naša sreča ni limitirana na 25 konic, da bom jaz izbral, zdaj se smejem, malo bolj se smejem, zdaj se režim, zdaj imam glavo, ne vem, pod kotom 45, da sem čist že stola padel. Čakajte mal, ne? Zgubili smo stik z realnostjo, vse je narisano. COVID je bil čist narisana risanka, kjer komuniciramo zgolj še samo s slikcami. To omejuje res naše razumevanje drug drugega zgolj na risanko. In nam programerji, mi pa to sprejmemo. Yes, I accept. Yes, I accept. I accept. In tam, dajte, prav tako se zdi, da se zaradi tega človek umakne v svoj lastni mehurček. Ko smo govorili o mehurčkih, ne? So to naša osebna prepričanja ali vsaj nekaj podobnega, ko gledamo na ta svet. Srečanja v fizični obliki ali vsaj v živo preko kamere, recimo tako kot danes, kjer se vsaj malo vidimo, gledamo, slišimo in poslušamo. Ne vem, zakaj imate ugasnjene kamere, jaz bi vas rad videl. Ampak gledajte, lepše se je skrit, dobro je tam poslušati enega, ki nekaj govori, vmes še kaj naredite, ampak tukaj, gledajte, dajmo se zares izprašati iz perspektive, preizprašajmo lastno prepričanje, odkrijmo nove načine razmišljanja drugih govorcev. Poglejmo si v oči, ko se srečamo z ljudmi iz različnih okolij, iz različnimi izkušnjami, se kaj? Se soočimo z izzivi, ki nas spodbujajo k rasti in k učenju. Res, srečanje v živo, veste, v živo ali pa v živo prek kamere, a ne, je včasih meni čudno, ker gledamo to napravo tukaj, tam pa vidim vse črno, pa sam imena napisana, nobenega čustvenega odziva ne morem prebrati. Težko je za medsebojno bogatenje, takšno govorjenje. Ko vidimo človeka v očeh, slišimo njegov glas in je veliko težje na tak način dehumanizirati ali pa demonizirati nekoga, ker ne veš, kakšna je njegova reakcija. Veliko težje ga je pohvaliti, sprejeti takšnega, kot je, ker ne veš, kakšna je njegova reakcija. Lažje se je povezati, gledajte, na človeški ravni in razumeti motive drugega, se čutiti, začutiti to energijo. To je nujno pomembno v današnjem svetu, ki je povsem umetno razdeljen na toliko drugih frakcij, da se posameznik težko odloči, v kateri predalček bo šel, v kateri predalček bo spadal, in se zato najraje zapre v svoj svet, in če je na Zoomu, še kamero ugasne, da ga tam še nihče ne vidi, in posluša, kar pač posluša. Seveda srečanje v živo niso lahka. Jaz točno vem, to ni enostavno. Zahteva del urejenosti, zahteva del spoštovanja do sogovornika, zahteva aktivno sodelovanje in še marsikaj drugega. In včasih so taka srečanja lahko neprijetna, neudobna, lahko so boleča, kadar pride do konflikta v živo. Glejte, soočiti se moramo z vsemi temi predsodki, omejitvami, besedami, češ, kaj bodo pa drugi rekli. Nihče ne bo nič rekel. Just be yourself, bodite sami svoji. Soočiti se moramo s svojimi omejitvami in ne malokrat tudi z vsemi vprašanji, ki se nam postavijo. In vsi ti izzivi nas, a veste, vodijo od resnice, najprej do resnice, kdo sem jaz, kaj sem, kaj lahko naredim, kaj lahko prispevam svojo prisotnostjo, ali pa preprosto potegnem črno zaveso čez kamero, ali pa se zapremo nek prostor in meni. Vse to nas vodi do resnice, ko se odprem drugim, tukaj sem takšen, kot sem, tako se bogatimo. Se odpremo in tako se odpre tudi možnost razmišljanja za osebno rast, ki brez dvoma prinese spremembe v naše življenje. Brez dvoma. In iskanje resnice skozi živa srečanja ali pa skozi ta živa srečanja, kot ga imamo danes, zaradi situacij, ki so nastale, je potovanje, ki ga pa lahko naredimo le skupaj. Jaz sam takega potovanja ne morem narediti, ti tudi ne, vi tudi ne, nihče od nas sam.
ne more. Tukaj smo skupaj. Iskanje resnice skozi živa srečanja, dragi moji prijatelji, je popotovanje, ki ga lahko opravimo le skupaj. Skupaj. Resnice ne moremo sami najti, ker svoje resnice ne moreš primerjati v svojem zaprtem mehurčku ali pa s črnim zaslonom, pa samo s kraticami, kdo sem. Zgubili smo identiteto, kdo smo. Lažje se je skriti za neko osebno izkaznico, za prstni odtis, za zenice. Ampak to ni identiteta, to so lastnosti neke fizike. Zato so srečanja nujna, da se povežemo drug z drugim, da preizprašamo svoja prepričanja in odkrijemo nove perspektive. Samo tako lahko upamo, da bomo dosegli skupno razumevanje resnice. Zato aktivna srečanja niso enostavna, so zahtevna, zahtevajo pripravo, zahtevajo čas, zahtevajo resurs, zahtevajo sredstva. So ljudje, ki samo vzamejo in ničesar ne dajo. So ljudje, ki ogromno prispevajo, da se to zgodi. So ljudje, ki rečejo, kaj to. Nihče se pa ne zaveda, koliko energije je potrebno za to, da vzdržujemo družbeno stanje, da je danes takšno, kot je. Vendarle je združevanje bistveno za iskanje resnice. In še posebej za ustvarjanje, če bodite pozorni, ko se družimo, se ustvarja empatija in sočutje. Le skozi srečanja lahko upamo, da bomo dosegli skupno razumevanje, skupno pot do resnice. Zato danes poudarjam pomen srečanj kot sreče, v živo, kot pot do resnice. Glejte, v današnjem času, jaz tako iskreno danes vam povem, kako čutim, kako stvari tečejo, ker sem ta izziv s temi vprašanji dobil. V današnjem svetu, kjer je digitalna povezljivost nekje nadvladala fizične interakcije, osebna srečanja, osebne sprehode, osebne izlete, ko si šel v gore, ko si prepeval, ko smo skupaj šli na izlete, prespali, se družili, imate v spominu, a ne, tega je vedno manj. Se zdi, da se je to hrepenenje še v nas samih raztopilo in zameglilo. Popolnoma. Zato trdim, da brez rednih srečanj v društvu Belis že tukaj ne moremo priti do rezultatov, do resnice in na pravo pot. Kaj šele od zunaj, ker je svet še bolj zmeden, zbegan. Srečanje v živo namreč odprejo prostor za spontane pogovore, odprejo izmenjavo mnenj in konstruktivno debato. Hvala vsem, ki vas vidim zdajle, jaz se počutim veliko boljše. Ja, tako, krasno, res, hvala, to je, a veste, kako dušo pogreje, to vidi človek malo reakcijo. In glejte, tako sprejemam tudi jaz miselne gradnike. To so kot Lego kocke, no, če smem po domač povedati. Vsak pogled, vsak gib, vsaka interakcija, iz tega nastanejo pol vsebinske forme. Naprimer, v skupini lahko nekdo predstavi, kaj jaz vem, nek koncept, ki spodbudi ostale udeležence, ko se vidimo zdajle, in razširimo te koncepte, jih dopolnimo, ali pa seveda lahko tudi negiramo, izpodbijamo, ampak vseeno, na koncu je to razumevanje bogatejše in s temi pogledi, z različnimi perspektivami lahko nadaljujemo naprej in to je zagarantiran uspeh, ker se zmeraj najde kompromis. Torej, srečanja v živo nam omogočajo soočanje s stališči, ki so v ozadju neizrečena. S prepričanji, ki se, glejte, srečajo in sreča se veča. Tako se soočimo z različnimi pogledi, ki so popolnoma lahko drugačna kot moja. Tudi če sem prepričan, da imam vse prav, se lahko silno motim, ampak ob srečanju z drugim, ki mi pokaže drugo pot, mene osreči. Zakaj? Ker je popravil mojo pot in sebe je osrečil, ker je lahko nekomu dal. Ponavadi so ljudje veliko bolj srečni, ko lahko dajo, kot takrat, ko mora prositi oziroma ko sprejme. So pa ljudje, ki so srečni, ki samo sprejemajo in ničesar ne dajo. Tudi to je možno. Pustimo. Soočenje v živo spodbuja kritično razmišljanje z empatijo,
saj vsak udeleženec skuša razumeti stališče drugega. S tem pa se seveda ta osebna zavest in tudi društvena in posledično družbena zavest in toleranca do različnosti širi in usklajuje. Ker fizična in vizualna prisotnost nam omogoča, da bolje razumemo govorico telesa. Če smo fizično, jaz vidim celotno tvoje telo. Ton je malo drugačen kot čez ta mikrofona, ne? Ton glasu. In pa seveda drugi subtilni znaki govorice telesa, ki razkrijejo več v podzavesti o osebi, situaciji, stavku, misli, dejanju, kot pa samo besede na črno-belem zaslonu, za katerimi se skriva samo glas ali pa neka oseba. Predstavljajte si, da gremo skupaj na srečanje v neko dvorano. Ne vem, mogoče na piknik, na prostem. In želite ostati neopaženi, nevidni, pokriti ali zamaskirani. A je to srečanje? Ne vem. Trdim, da so srečanja, pri katerih se vidimo, gledamo, srečamo v živo, ključna za pridobivanje resnice, izmenjava idej iz oči v oči, soočanja s stališči, globlje razumevanja so samo nekateri od načinov, kako lahko srečanja pripomorejo k našemu razumevanju resničnosti. Še veliko imam za povedati. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed
was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never asked that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "You know, it's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest
at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Da ne bom predolg, na tem mestu zaključim. Ostanimo srečni, čim več se srečujmo, gradimo svoje zdravje, ne samo duhovno, psihično, psihološko, ampak na vseh nivojih. In podpirajmo se in naše delo v društvu tudi. Srčna hvala vsem za vaš čas.